Gospod Pukšič, zakaj boste skušali kot evropski poslanec, koliko vrmo sve, spogajati denar za Slovenijo? Kje ga potrebujemo? Poglejte, sredstva, ki jih Slovenija torej spogaja glede na svojo razvitost oziroma približevanje te razvitosti, so določena. Ampak, tako kot je bilo rečeno, doma ne naredimo domače naloge. Tako kot sem prej povedal že pri inteligenciji in pri digitalizaciji doma ne naredimo naloge, tako je tu. Zadnja finančna perspektiva 2017-2022, vmes sem prišel zopet za župana, je bilo nemogoče izkoristiti niti za kanalizacijo, niti za ostalo infrastrukturo in je kdo pobral. Ja, tisti, ki je bil velik, to pomeni mestna občina Ptuj, je pobrala 9 milijonov evrov, komu je pobrala? Tistim, katerim je to bilo najbolj namenjeno. To pomeni Haloškim občinam in Slovenjgoriškim občinam. Zakaj? Zaradi take blesave zakonodaje. To pomeni, če bi imeli pokrajine. In zakaj nimamo pokrajine? Ne samo zaradi tega, da je Pahor rekel, da ne pusti, dogovoreno je bilo za tisti dvotretjinski zakon, ampak dva poslanca iz SD-ja sta bila proti temu. Gospod Devšek, govorite, da imamo regije, kaj imamo, kakšne regije? Nič nimamo, ne, to ni res. Ampak sedaj na vašem ministrstvu, če bi bili korektni, če bi bili pošteni, ne, bi to 1,5 milijarde razdelili, tako ne govoriti, da ne rabijo. Ja, seveda, tam, kjer smo naredili optiko, smo naredili, danes imamo 50 let stare vodovode, morali bi narediti še v določenih segmentih tudi kanalizacijo. Za koliko kanalizacijo pri 2500 let, pa to ni na enem mestu. Slovenija je nekoliko drugače poseljena in tu bi morali dati to priložnost. Vse se lahko smijete, drugače je biti županovati v Murski Soboti ali pa seveda sedaj iz ljubljanskih pisarn na to gledati. In vi govorite o zelenem prehodu. Ma kaki zeleni prehod na taki način? To je isto kot zelena agenda, ki jo je Evropska unija sprejela, ki bi rada uničila gospodarstvo, kmetijstvo in seveda kvaliteto življenja.